To je oddaja na Coinu in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@nacoinu.si. Stane živijo, povej mi, zakaj so prekinila poletne počitnice. Kva je to zdaj se zgodilo? Mislim, a se tebi zdijo počitnice pri 38 v Malinski? Aj no, mislim, malo pa. Ja, zato ker se je danes, kot sva že naredila v ravnokar objavljenem obvestilu, zgodil en incident, ki lahko vpliva na stanje v Bitcoin denarnicah mnogih uporabnikov, predvsem uporabnikov cold card denarnic in pa širše tudi uporabnikov multisig oziroma multisig podpisov, v katere so udeležene cold card denarnice in celo uporabnikov, ki so miksali coine, ki so miksali kovance z uporabo CoinJoina, Wasabija, z uporabniki, ki so uporabljali cold card. Zelo, zelo, zelo globoko ali pa daleč je šel lahko ta exploit in res upam, da predvsem, da se bitcoini ne izgubijo oziroma zaklenejo, da bodo trajno nedostopni in da mogoče tisti bitcoini, ki so bili ukradeni, da se kakšen vrne, da bodo imeli tatovi ali tat mal, kako se reče, čisto vest, ki bo odkril napako in povrnil škodo in da bo čim manj ljudi ostalo brez. Ok, no pa kaj vemo do zdaj? Se pravi, najbolj prizadeti so uporabniki cold carda. Drži? Tako, vemo, ne bova šel v tehnične podrobnosti, iskreno jaz tudi vsega ne razumem, kaj točno se je tehnično dogajalo, ampak kot kaže, je nekdo z orodji umetne inteligence uspel ponoviti 12 besed, se pravi, kako se po slovensko reče entropija? A je entropija? Naključno izbrano matematično število ali pa nekaj. Čakaj, lahko Naključno pogledam. število. Če bom šel pogledat, no? No, nekdo je uspel izračunati 12 besed, ki jih je generirala naprava MK3 od cold carda, Okay. se pravi od podjetja CoinKite, No, ampak ne samo NK3, ne? V bistvu, naprava cold card. MK3 je bila prva verzija, tam Ja. so najdeli napako, potem so šli gledati pa tudi firmware, torej strojno programsko opremo novejših denarnic MK4, MK5, Q in ugotovili, da so prav vse ranljive. Mislim, da ne vse na isti način, ampak v glavnem 12 besed, ki so jih cold cardi ponujali uporabnikom, je možno uganiti. To je bistvo. Okay. Možno jih je uganiti masovno, zelo hitro in to pomeni, da če ima uporabnik svoje bitcoine zaščitene z zasebnim ključem, s temi 12 ali celo 24 besedami, brez dodatne 13 ali 25 besede, tako imenovan passphrase ali geselska fraza, potem lahko napadalec izprazni denarnico brez fizične posesti cold carda. Okay. A ne? Okay. To Sorry, pomeni, samo da te prekinem. Ja. Se pravi, entropija, glede prav AI, prav pri kriptografiji in bitcoinu pomeni količino kakovostne naključnosti, ja. uporabljene pri ustvarjanju zasebnih ključev. No, še en tehnični podatek. Strojne denarnice imajo ponavadi čip, ki je namenjen samo izračunu te naključnosti. Mnogo strojnih denarnic pa že vrsto let uporablja strojno programsko opremo, ki to naključnost računa s tem posebnim čipom, RNG čipom, Random Generated Number Processor. Uporabljajo recimo današnji datum uro kreiranja SID-a, kar je težko uganiti, kdaj bo nek uporabnik kreiral SID. Kakšen user input, PIN, geslo, karkoli se vnese na denarnico. Svetlobo iz kamer, premike strojne denarnice. Temperaturo. Pozabil sem, kateri proizvajalec uporablja še lastnosti baterije, se pravi napolnjenost baterije, pa ne vem kaj še vse. Torej, več naključnih podatkov, ki se uporabi za izračun te naključnosti, iz katere se derivira, kako se to reče po slovensko, izračuna teh 12 besed, s katerimi ščitimo oziroma s katerimi zapišemo svoj zasebni ključ, manjša je možnost, da bo napadalec uganil teh 12 besed, zaporedje teh besed in pa same besede. Ali so prizadeti tudi drugi proizvajalci? Ne, ker
Vsaj zaenkrat ne vemo, da bi bili, ne? Oziroma so Ampak ostali veliki so povedali, da drugače so se že generirajo, preverjali, recimo, ne? In ker ima vsak svojo metodo ali pa malenkost drugačno metodo izračuna te naključnosti, zaenkrat vemo, da je prizadet samo cold card. No, pa njih, če sem prav razumel, je bil pa problem. Slabo to. Je kar slabo, ja. In je groza, če seveda si prizadet, in groza tudi, če pač uporabnik cold carda morajo takoj premakniti sredstva, ne? Nekam drugam. Ja. Posodobiti software ali firmware, ne, na denarnici, ker ga je cold card, kot razumem, že pripravil, Ja. in potem premakniti nazaj. Zdaj jaz bi malo počakal, verjetno, da se stvar malo razjasni, umiri, pa pol premikal nazaj, Ja. če bi še pač uporabljal cold card. Ja, no, ko bo to odpravljeno, ali pa recimo, da so trenutni firmware, ki so že popravljeni, na voljo dovolj dobri pri izračunu te naključnosti, to ne pomeni, da so cold cardi ali pa tudi kakšne druge strojne denarnice povsem varni, ker opažamo, da z testiranji strojne opreme ali pa kakršnekoli programske opreme z umetno inteligenco, ta lahko naenkrat najde veliko bugov, se pravi veliko napak, in lahko hitro poročamo o čist novem incidentu in bomo mogla spet nazaj iz Malijske. Spet. Ja, trenutno so prizadete samo strojne denarnice proizvajalca Cold Card, veliko ostalih proizvajalcev se je že oglasilo na družbenih omrežjih, zagotovilo, da njihovi izračuni naključnosti niso ogroženi ali pa niso lahko uganljivi. Nekateri navajajo, kako to delajo, nekateri ne. Govorimo pa predvsem o proizvajalcih, ki imajo odprtokodno bazo svojih programov in je to možno preveriti. In seveda, tako kot moramo mi svoj seed, svojih 12 besed, vsake toliko preveriti, tako tudi oni preverjajo svojo kodo, s katero poganjajo strojne denarnice in denarnice na računalnikih, na telefonih, ki upravljajo s temi podatki na denarnicah. Če sem prav prebral, je bil problem pri cold cardu ta, da so pač ta čip, ki si prej rekel, ne, pozabil sem, kaj ima kratice. RDG. Tako, da je bil en bug, kjer namesto, da bi se random številka, naključna številka vsakeč generirala, je iz tega vedno prišla ena in ista. Ne ena in ista, ampak lahko uganljiva, predvidljiva je bila. Okay. Lahko predvidljiva. Obstaja več načinov izračuna, to so zdaj že tehnične podrobnosti, ki mislim, da ni smiselno, da greva v njih, ker morava predati sporočilo, da je treba bitcoine premakniti, pa bova kasneje povedala, kako. Glavno je samo to, da je tista naključnost bila zelo lahko uganljiva. In tudi na novejših napravah z rahlo drugačnimi čipi se je uporabljala ista matematika in ni nič pomagalo, da so bili čipi drugi, naključnost je bila uganljiva. Govorimo uganljiva za računalnike, ne za ljudi, ne? In to je kar slabo, kot sem rekel. Okay. Kaj so še do zdaj znane dejstva, da je bilo približno 600 bitcoinov? Mislim, da sem zasledil, da je 600 bitcoinov bilo odtujenih iz različnih denarnic, ne vem, koliko naslovov je bilo prizadetih, to se da verjetno tudi že kje pogledati. Videl sem spletno stran iz My Seed Safe ali nekaj takega, v glavnem spletna stran, ki vabi, da preverimo svoj seed, svojih 12 besed. A pa jih boš ti vpisal not? Seveda zgleda to tako, kot da je vabilo za vpisati besede, v resnici pa opozarja ravno na to, nikamor nikoli vpisati svojih 12 besed, tudi če ugotovimo, da imamo... Kje sem jih že? Good luck. Tudi če ugotovimo, da imamo cold card, da imamo prazno denarnico, vseeno teh besed nikamor vpisovati. Ta spletna stran se sicer konča tako, da to uporabniku v naslednjem koraku jasno pove. Poda tudi nekaj alternativ, jo bom poiskal, pa jo bo dala v opombe. Torej, kljub temu, da če ste prizadeti, nikakor ne vpisujte teh 12 besed v kakšen računalnik, na telefon, kamorkoli drugam kot na strojno denarnico ali na druge strojne denarnice. In pa tudi, če vas dokontaktira prek kjerkoli medija in vam ponuja pomoč, da vam reši karkoli, ne odreagirate. Ne odgovarjate, drži. Torej, ne CoinKite, ki je proizvajalec cold card denarnic, ne kakršenkoli drug resen proizvajalec strojnih denarnic nikoli ne kontaktira svojih uporabnikov ali kupcev in sprašuje o teh 12 besedah. Okay. Ampak če gledamo zdaj, kaj pa pozitivnega tukaj, ne? Verjetno bojo vsi proizvajalci verjetno že in so tudi že v preteklosti, vsaj v tem dnevu, ali pa upam, da nekateri tudi v preteklem letu,
posvetili več pozornosti in uporabili tudi AI, zato da so agenti AI hackali njihov software. Tako sami sebe preverjajo zdaj tudi z temi AI orodji. Lahko pričakujemo, da bo generacija te entropije, torej te naključnosti, vedno boljša, zelo v kratkem. Imamo pa še kar nekaj aspektov ali pa korakov, ki jih mora strojna denarnica izvesti, ki jih bodo zdaj tako napadalci preverjali z orodji umetne inteligence, kot upam, da tudi proizvajalci. Ljudje smo bili bolj počasni pri preverjanju napak v softveru, AI je pa zelo hiter. Jaz bi rekel, da se bo pojavil še kakšen napad ali pa kakšno dejstvo, ki bo pokazalo, da lahko bitcoine izgubimo še na kakšen način, ampak v nekem doglednem času bo zelo verjetno imeti lastniško denarnico, strojno denarnico še bolj varno kot danes, upam, da še bolj enostavno, še bolj dosegljivo širši množici in torej še bolj priporočljivo. Tudi do danes so strojne denarnice svoj nivo varnosti dosegle s tem, da so se celo konkurenti med sabo napadali, da so hackali en drugega. Tukaj ni nobenega konzorcija v industriji, nobenega monopola še, ali pa vsaj se tega ne zavedamo, da je, zgleda, kot da ni. In ja, danes je zelo žalosten dan, ampak iz tega se bo industrija pač mogla nekaj naučiti, da nam bo laikom kasneje lažje hraniti bitcoin. Imam razmišljam. Kakor vem, imajo proizvajalci, vsaj človeka ali pa neki ljudi, mislim, da Ledger, da jih ima celo več, ki hackajo svoje denarnice in pa tudi denarnice konkurentov. Ledger ima poseben oddelek imenovan Don John, ki hackajo svoje in denarnice drugih proizvajalcev. No in jaz razmišljam takole. En izmed konkurenčnih podjetij je šel hackat CoinKite denarnice, ugotovil pomanjkljivost, sprožil napad, premaknil Bitcoin, da je opozoril na pomanjkljivosti, ki jih ima CoinKite, počakal, da se zadeve umirijo, da se zadeve popravijo in pol sredstva vrnil nazaj upravnikom. No, to bi bil idealen scenarij, ampak dvomim, da je hacknil samo en naslov. Če je to res, ali pa če bi bilo to res, si je naredil kar nekaj dela. Zakaj ne bi hacknil en ogromen naslov, poln bitcoinov, in ne vem koliko 100 malih, ker ima pol ful dela to vrniti. Mogoče pa prišel do teh tudi ostalih velikih zneskov bitcoina, pa rekel, da ne bom te premikal, da ne bo preveč. No, ne vemo, upajmo, bodimo pozitivni. Ledger, Don John zaenkrat te prakse ne kaže. Oni vedno, ali pa pravijo, da vedno obvestijo konkurenčnega proizvajalca o napadu in o rezultatih napada, potem pa v dogovorenem času s tem proizvajalcem objavijo rezultate. Danes nisem zasledil, da bi Ledger karkoli vedel te pomanjkljivosti. So pa vsi ostali. Tangem. Ja. Trenutno hackajo uspešno Tangem, torej tudi Tangem je napadena denarnica, sicer nima pomanjkljivosti kot Coldcard, da bi z oddaljenim dostopom lahko izgubili svoje bitcoine, oziroma z oddaljenim napadom, ne oddaljenim dostopom, ampak ima to pomanjkljivost, da ukolikor nekdo pridobi fizično posest nad vašim Tangemom, lahko z ustrezno opremo, z nekimi laserji, pride do zasebnega ključa in odtuji bitcoine. Zelo enostaven hack je Ledger ponovil, medtem ko nič ne vem, da bi Ledger vedel za pomanjkljivost na Coldcardu in nič ne vem, da bi kdorkoli vedel, kdo je ta, ki je odkril pomanjkljivost. Ja, pa smo se presenetili, pozabil sem prej še v tem postopku povedati, se pravi, odtuji bitcoin uporabnikom, sproži marketinško akcijo, Ledger in Trezor, mislim, da sta včeraj, se pravi dan pred tem, začela akcijo, če se ne motim. In mogoče je to pač... Kakšna akcija cenovno? Ja, pač popust, ne vem, kakorkoli je, ne vem, koliko je 10, 15, ne vem, koliko procentov ima ta. Pa ta popust je v bear marketu kar pogost, kar naprej se pojavlja, vem pa tudi, da bo kar nekaj denarnic šlo s ceno. Ne ti mene zdaj, Kleje, moja teorija, prosim, Kleje, no. Čakaj, jaz pa tudi nekaj razmišljam, David je bil. David je bil. Zdaj moram pa biti prijazen do njega, da jaz dobil kakšen procentek teh bitcoinov. Ja. David, koliko cajta si rabo za to? AI je to naredil čez noč. Čez noč? A ti tudi spiš po noč? Odkar imaš Just AI? AI spi. To je reklama za Bitcoin Shop. Mater direkten.
Kaj pa tam dobiš? Ledger, Trezor, Bitbox, kar si zaželiš. A to so denarnice? Strojne denarnice. Še kaj? Knjige, recepte, križanke, kape, šale. Kakšne šale? Slabe, kašne pa. www.bitcoin-shop.si Ali www.bitcoin-shop.si. Zdaj mi da povedati, kaj naj prizadeti uporabniki naredijo. No, daj povej. Oziroma, ne sem prizadeti vsi, Tudi ne imajo prizadeti. Cold Carda. Recimo, da ste uporabnik Cold Carda in imate sredstva na Cold Cardu v single sigu, torej na enopodpisniški način. Verjetno jih je bistveno manj takih, ki imajo na Cold Cardu v multisigu svoje kovance. Jaz bi priporočal, da najdete neko drugo strojno denarnico, seveda jo posodobite, generirate nove besede ali pa uporabite preverjen sit, ki ga že uporabljate. In ni enak tistmu, ki ga imate na Cold Cardu? In ni generiran z Cold Carda. Ja. Prenesete sredstva na to novo strojno denarnico. Tudi pri prenosu sredstva pazite na zasebnost in prenašajte vsak UTX-ov posebej ali pa na ključne beče, se pravi na ključne zneske na eno stran. Lahko tudi UTX-ove delite. Ne? Ja, ali pa ločiš na dva dela non-KYC skupaj pa KYC skupaj, če imaš pač take. In če imaš to zapisano. Ko imate Cold Card prazen, ga pobrište, posodobite po navodilih proizvajalca, CoinKite je že objavil navodila in pojasnila, kaj se je zgodilo, navodila, kako posodobiti strojne denarnice. Lahko da posodobitev ni končna, da se bo pojavila še kakšna. Bistvo pa je, da seed, da teh 12 besed ustvarjenih s starim firmwareom ni možno popraviti brez ustvarjanja novega seeda, se pravi novega seta besed. Ta star set besed je treba enostavno zapustiti. Tako. No, stran vrste deva to še počakati, deva razdelati. Se pravi, prenesete vse dol z Cold Carda na drugo strojno denarnico. Imam ogromno... Kaj pa, eno vprašanje imam. No, kaj pa, če v tem trenutku ne morem verjeti do nove strojne denarnice, kaj lahko pa naredim? Kjer drugo denarnico softversko ne uporabljam? Ja, jaz bi vsem šel potem na mobilne denarnice, kot je Blue Wallet. Kaj sem, kar nekaj je, naj bo odprtokodna, mogoče taka, ki jo že uporabljate. Cake Wallet? Cake Wallet mogoče, kaj je Zeus. Aqua, Phoenix. Okay. Na desktopu pa Sparrow Wallet. Ampak jaz bi kar rekel, dajmo se potruditi, najdemo strojno denarnico, sposobno si jo od prijatelja, če ima kakšno na zalogi, pobrišemo jo, naredimo sit na novo. To je vse boljše kot software denarnice. V nuji pa ja, pač mobilno, programsko, torej online denarnico, prenesemo sredstva tja in potem na posodobljen Cold Card, če boste Cold Card seveda še uporabljali. Hotel sem prej nadaljevati, da imamo kar nekaj odprtokodnih strojnih denarnic na voljo tudi v Sloveniji. Kje so to? Recimo Bitbox denarnice, Trezor denarnice, Passport Prime je zdaj še na voljo. Okay. Jade od Blockstreama. To so odprtokodne. A Ledger pa ni? Ledger je odprtokodna strojna denarnica. Ne, Ledger ni odprtokoden čip, ne. Torej, en del. Ledger ima odprtokodno Ledger Wallet, ki ga pa ne priporočava iz drugih razlogov. Torej, jaz bi se Ledgerja poslužil v izjemnih primerih, se pravi za prenos sredstev, ne bi ga pa priporočil za trajno hranjenje. Wonky, prej kot Ledger, ja, spremljajo situacijo, odzivajo se na to, tudi Keystone spremlja situacijo, se odziva. Se pravi, jaz bi rekel, da vsak se je oglasil, da je mogel najprej pred svojim pragom preveriti, kaj ima. Nobena od omenjenih denarnic ni bila shekana v zadnjem času. Pojavlja se nova denarnica Era Wallet, ki obljublja dobro naključnost pri generiranju gesla, je pa seveda še ne testirana, oziroma zelo kratek čas na trgu in mogoče jo za nek dolgoročno hrambo še ne bi priporočal, ne še nekaj časa pa še napad prestane. Treba počakati, da jo Ledger team recimo v roke vzame. S tem, da Ledger se ni nič oglasil glede Era Walleta, kar lahko pomeni tudi, da so jo napadali, pa jo niso zlomili. O tem Ledger ne obvešča industrije. No, to so denarnice, ki bi jih nekako zaenkrat priporočil, kar pa ne pomeni, da so lahko jutri ranljive. Ja, da so vadne, ne? Tako. Okay. Zdaj govorimo samo o enem aspektu Cold Carda, da je bil izrabljen, je pa kritičen. Ne? Se pravi, strojna denarnica ustvarja naključnost. V bistvu je najbolj kritičen. To je najbolj kritičen. Ustvarja to naključnost, to je bilo pri Cold Cardu shekano, podpisuje transakcije,
in generira tip backupa, ne, ki ga potem lahko v fizični obliki shranimo. Vsak od teh korakov je kritičen, ampak ustvarjanje naključja je tisto bistvo. Zato kupimo strojno denarnico, da ustvari naključno zaščito za naš zasebni ključ, torej teh 12, 18 ali 24 besed, in ustvari tak backup, ki bo nam ali našim zanamcem lahko pomagal do tega, da pridemo nazaj do svojih sredstev. Ne. Okay, mogoče še ena stvar, Ne. pomembna ali pa ne, boš povedal. Se pravi, passphrase. Passphrase, dobro vprašanje. Danes smo poslušali ali pa brali o tem, da uporabniki, ki so uporabljali passphrase, imajo vsaj še en nivo zaščite, namreč, če nekdo ugane 12 besed, ne pa te 13, torej geselske fraze, ki rečemo, da je to 13. beseda, je uporabnik zaščiten. Ampak vseeno, če ima nekdo računsko moč ali pa znanje o tem, kako ponoviti vaših 12 besed, in če se spravi preverjati še passphrase, vi si dobite samo nekaj časa, čim prej premaknete sredstva. Je pa passphrase dobra opcija, če jo razumemo. Dajva razdelati passphrase na hitro. Dajva sem te prvo povedati, kaj je dobra praksa, koliko dolg mora biti passphrase, da se smatra kot neka dodatna varnost. Jaz bi rekel, da je to zelo podobno kot pri teh geslih. Najdemo tabele po spletu, kako varno je, koliko dolgo geslo. 15 naprej, recimo minimalno verjetno, ne? Tako, z velikimi in manjimi črkami, simboli in številkami. Simboli pomenijo te posebni znaki, presledki in podobno. Ampak vedeti moramo, da se passphrase nikamor ne shrani. 12 besed, ne da se shrani na strojni denarnici. To je nekaj, kar nam strojna denarnica da in si jih zapomne. Tudi seed signer, ki to sicer v seed signerju ali pa v denarnicah, kjer lahko entropijo ugibamo s kockami, jo ustvarimo entropijo mi in jo mi vnesemo, ampak vsem jo on vsaj za trenutek ve. In jo pozabi, ne? In jo potem pozabi, ne? Ampak zdaj mi verjamemo, da pozabi. Ne? Zdaj tukaj je spet v digitalnem svetu en čist nov cel problem pozabljanja informacij na nekem čipu, ampak reciva, da poenostavimo, da jo pozabi. Torej, to so podatki, ki jih strojna denarnica v nekem trenutku obdeluje ali pa trajno hrani, medtem ko je geselska fraza, passphrase, 13., 19. ali 25. beseda, tisti vnos znakov, ki jo strojna denarnica ni sama zračunala in jo dobi od nas in jo moramo vsakič opisati. Problem je, če si passphrase ne zapomnimo dobro, ne zapišemo, ne shranimo in nesemo napačnega, denarnica ne javi napake. A sem jaz prav razumem? Se pravi, vsakič, ko vstopimo v denar, ko upišemo seed phrase ali pa ko dostopamo do denarnice, ko pišemo PIN ali karkoli že imamo za dostop, dejansko, če nismo passphrase kot tazga definirali, kljub temu ima ta denarnica passphrase, ki je nič, se pravi, je prazen. Prazna množica. Tako, se pravi, vsakič je dejansko passphrase definiran. Vse denarnice, ki so po BIP 39 standardu, imajo passphrase, tako je. In če je to prazna množica, če ga ne upisujemo, je to veljavna denarnica. Plus, čist vsak vnešen znak v passphrase ali geselska fraza, stave, karkoli, odpre novo denarnico. Na različno denarnico. Je treba biti zelo pozoren, ko to delaš, da si zapišeš, daš en majhen košček, neki satošijev gor. Govoriš o denarnici, ne o passphrase, ne? Govorimo o denarnici s passphrase, se pravi, potem pa poleg seed phrase daš passphrase, si backupiraš, en majhen košček gor pošleš, podreš vse skupaj, upišeš enkrat passphrase. Podreš pomeni, pobrišeš iz denarnice, ne? Ja. Ponovno upišeš tisto, kar si backupiral, kot passphrase, ne? Preveriš, če vidiš to stanje tega bitcoina, ki si ga kaj poslal, in pač veš, da imaš ta prav backup tudi passphrase in to je tisto, kar moraš potem poleg semenske fraze tudi ta del shraniti. Ne? Torej, takoj, ko govorimo... Prednost verjetno je tudi ta, ne? Da ker imaš ta dva dela, da imaš pa lahko tudi na različnih koncih shranjeno. Ja, ne čist. Takoj, ko govorimo o passphraseu, imamo dve skrivnosti, ki jih moramo ločeno hraniti. No, se to mislim. Ja, ampak katerokoli od teh dveh izgubimo, smo ob vsa sredstva. Drži. Ne? Torej, ni to enako kot multisig. Ja. Se pravi, mi moramo vedno imeti dostop do teh dveh skrivnosti in ne smejo biti skupaj. Torej, če nekdo najde naš passphrase, pa ne ve seeda, ne more do sredstev. Če nekdo najde naš seed, pa ne ve passphrase, ne more do naših sredstev in smo nekako varni. Mi pa moramo vedno do obeh skrivnostih. Ja? Ja. Zato je ta zaklepanje denarnic s passphrasem včasih odsvetovano, ker sploh, če si izberemo predolgo, pa smo paranoični in kar naprej dostopamo do te denarnice,
se passphrase kar naprej vnaša in ga vemo. Če ga pa dolgo časa ne vnesemo, ga seveda pozabimo, čestitke tistim, ki jih ne. In če nimamo dostopa do backupa passphrase, pač smo ob sredstva. Torej, s passphrase prihaja neka nevarnost zaklenitve pred svojimi bitcoini, na drugi strani pa ponuja še kar eno močno zaščito pred tem, da bi nam kdo uganil 12 besed. Okay. Imamo še kaj? Še to je kaj treba opozoriti? Je bilo dosti za tale izjemno Izjemno oddajo. neugoden event, ja. Za izredno oddajo iz dopusta. Ja, kaj pa vem, ne se ustrašiti skrbništva nad svojimi bitcoini. Jaz mislim, da odgovornost moramo prevzemati, da pač moramo stvari spremljati. To je res izreden dogodek. Meni je žal za vsak satoshi, ki ga je nekdo izgubil. Te satoshi, ta sredstva so težko prigarana, varno shranjena. Dajemo to na stran, zato da bomo lahko živeli kasneje boljše, ali pa naši otroci, in da ti ga nekdo sprazni, res ni prijetno. Hkrati pa ne bo to priložnost, da se kaj novega naučimo, da spremljamo industrijo in si pač izboljšamo varovanje svojih bitcoinov. Ja. Mogoče je to tudi malo ena brca urit, Ja. da tisti, ki nimate passphrase, da tisti, ki mogoče niste poskrbeli ustrezno za backup, da se malo sami sebe premaknete in potrenirate. Greste na www na coinu, pa se kaj naučite, a ne? Tako, potrenirajte, tako kot si rekel, naj vas ne bo strah. Vsi smo to enkrat prvič delali in nas je bilo strah, smo se tresali, tudi za tiste satošije male, ki smo jih poslali. Narediš daj napako, zato to delaš z nekimi majhnimi zneski, ampak samo tako se naučiš, vse drugače se ne moreš. Ne vem, zakaj govoriš o preteklosti, mene je že zmeraj vsakič, ko prenašam to strah. Drži. No, še nekaj bi opozoril, če ima kdo cold card, to posluša, do zdaj tega ni vedel. Samo ne ustvarjati panike, ne premikajte to nepremišljeno. Dobro razmislite, kako ste shranili svoje besede. A ste uporabili passphrase ali ne? Premislite, kako boste prenašali, da pri ustvarjanju nove denarnice ne naredite nove napake, da nikamor ne vnesete na noben računalnik ali telefon teh 12 besed, da to ne kažete kar neznanim ljudem, ne zaradi panike sami izgubiti tega bitcoina. Dajte se, kot je povedal David, na tej poti nekaj naučiti, pa bolj zavarovati bitcoin, ne pa jih zaradi nepremišljenih pa hitrih potez izgubiti. To bi bila še večja škoda. Če rabite kakšno pomoč ali pa svetovanje pri tem, kako kaj narediti, obrnite se na info@na coinu.si, odgovoriva in vidimo, kaj se da narediti. Ja. Ostanite na coinu. Izberite satoshije.